Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep pozdrav. Super sreda je sicer izraz, ki ga pogosteje oglašuje priljubljeni ponudnik hitre hrane, ampak danes je super nogometna sreda tudi na Sportklubu. Bili smo že v Murski Soboti, pa potem v Kidričevem. Zdaj pa smo v Domžalah, lokalni obračun Radomlje Domžale v 26. krogu prve lige. Telemach je pred nami. Nedavno, ko so Radomljani zabeležili za zdaj, bom rekel, kar najbolj odmeven rezultat sezone in se uvrstili naprej v pokalu. Krus zdaj poizkuša. Skozi priprave delovali zelo dobro, pa so se začele kot domine nekatere poškodbe tik pred nadaljevanjem sezone. Krus zdaj v kazenski prostor, priložnost za Radomlje in ostaja pri 0:0. Štubljar pa v 6. minuti Kaja da Cruza. Da Cruz od živega zidu in še enkrat Štubljar. Tretja obramba. Žoga do Pogačarja. Pogačar se je nekako zboril. Hrvoj, pa potem Vokić in še ena obramba Štubljarja. Da Cruz, zadnji napad, bržkone Radomlj v prvem polčasu. Hrvoj. Da Cruz pred vrata. Priložnost za Radomljane. To da Offenbacher s ključno intervencijo. Črno-rumeni barvni kombinaciji in tole je že velika priložnost za Radomljane. Da Cruz je pred praznimi vrati. Kajo da Cruz ostaja pri 0:0. Da Cruz, Marković, tole je zdaj obetaven napad. Šošić, to da Štubljar se ne da. Vstop v igro, torej napadalec. Zdaj na Markovića, ki bo tule seveda dovolj hiter. Marković pred vrata, priložnost in gol! 69. minuta, ne moremo reči, da se to ni napovedovalo. Madžid Šošić je vendarle kronal premoč Radomelj, ki torej vodijo na občinskem derbiju z Domžalami. Tokrat je podaja Stipa Markovića priletela na glavo Šošića. Danes so Radomljani zapravili vse in še več, no vsega pa tudi ne. Časa zdaj je seveda tudi minilo od njihove zadnje tekme. Tole spet žoga na Šošića. Padel je Offenbacher, akcija gre naprej. Šošić ima novo veliko priložnost. 2:0, Madžid Šošić, še drugič danes. Eno vse, kar so do zdaj zapravljali Radomljani, se počasi spreminja v njihovo zmago. Žal sicer Offenbacher, malce bomo še počakali, kaj se je dogajalo, ampak Šošić je prišel pred njega. Vsi so potem malce zastali, bomo rekli, ko je padel Offenbacher, ne pa Madžid Šošić. Ja, tale posnetek še ne bo razkril vsega, bomo pa zdaj dobili v pogledu tale zaključek Šošića. Štubljar je sicer bil na žogi. Čapo, sodniški dodatek se je iztekel, ampak tale napadom žal se bo še zaključil. Podaja v kazenski prostor, Tolić ima priložnost, Velić brani. A zdaj pa se je izkazal tudi Velić, vedno je dobro seveda za samozavest vratarja. Oliver Bogatinov, iskrene čestitke za suvereno zmago. Zelo dobro ste odgovorili po porazu na derbiju za obstanek. Danes ste v tekmo tudi krenili z drugačno formacijo in očitno se to izkazalo za dobitno taktiko. Fantje so tisti, katerim je potrebno čestitati. Formacije so samo stvar mentalnega modela. Mi smo to zmago danes potrebovali nujno. In zato sem še toliko bolj vesel, ker zdaj 10 kol pred koncem je prvenstvo, oziroma so 4 ekipe tiste, ki smo na 2 točkah razlike in ni še nič odločeno. Borimo se vsi skupaj, današnja predstava pa nam vliva optimizem. Verjamem, da bo težko ponoviti to, ampak mi bomo se trudili in delali v tej smeri.
Zmaga je suverena, bi pa lahko slavili s precej višjo razliko. Imeli ste namreč ogromno priložnosti. Vas morda nekoliko skrbi realizacija določenih fantov v zaključkih akcij? Mi težavo z realizacijo imamo že od začetka celega prvenstva, tako da to problematiko poznamo. Je pa spodbudno ravno to danes, da smo dvakrat zadeli in na temu, na golih želimo graditi. Koliko vas veseli dejstvo, da ste danes prvič v tej sezoni ohranili nedotaknjeno mrežo na domači tekmi? To je ponavadi, so vratarji zelo veseli, tako da Velič v tej obrambi, zadnji obrambi je poskrbel za to, da je nula, tudi v branjanju in ponavadi prinese krofe. Bo pa današnja predstava verjetno poskrbela tudi za velik dvig samozavesti pred zadnjimi tekmami v sezoni. 10 kol je še pred koncem, vse je še odločeno in mi gremo naprej. Dušan Kosič, zmaga proti Celju ostaja edina svetla rezultatska točka v tem koledarskem letu. Verjetno se strinjate, da si danes enostavno niste zaslužili pozitivnega rezultata. Ja, tekma je šla v smer, katero si nismo želeli. Zelo slaba podoba praktično celotne ekipe. Ja, pride tudi tak dan. Nerazumljivo smo bili slabi v duelih, Radomlje so zasluženo zmagale in je to orenk udarec za nas. Nič, fant, moja odgovornost je enostavno ta slaba podoba in bomo videli, glave moramo skrbeti, pa da vidimo, kako izboljšati tole, ker s takim pristopom in s takim načinom igre bomo težko kogarkoli premagali. Pride pa tak dan, enostavno danes je karkoli smo si zamislili, smo tudi slabo izpeljali. V tem trenutku ste le 1 točko nad 9. mestom. Kako stresno je zaradi tega v klubu? Ja, precej, seveda ni enostavno. Ekipa je mlada, enostavno. Danes bi mogli dati več, bolj. Bili so momenti, kjer bi se lahko vrnili v igro, pa tega nismo znali izkoristiti, ampak evo, Radomlje so pokazale dobro podobo in nimamo kaj kot iskreno čestitati in glave skrbeti in videti. Enostavno je presenetljivo slabo danes bilo, tako da moramo videti, kje smo napako naredili in tukaj bi mogoče fantov niti ne morem karkoli slabega reči, ker očitno sem jaz odgovoren za slabo pripravo na to tekmo in za energijo, ki smo jo danes pokazali. Kaj pa menite, da bi lahko pri pripravi na tekmo spremenili? Ja, zdaj marsikaj verjetno, ampak ko se tekma enkrat zgodi, moramo to dejstvo sprejeti. Nič, dajmo se malo pogovoriti, da vidimo, kaj je in kako naprej, ker enostavno, če smo bili danes tako resnično slabi, pa nekaj tednov nazaj dobri, ne vidim razloga, da se ne bi zbudili na naslednji tekmi. Madžid Šošić, iskrene čestitke za odlično predstavo. Od prve minute ste bili nekako boljši nasprotnik in na koncu brez večjih težav gnali Domžalčane. Verjetno ste tudi svojo predstavo dosegli, ste namreč 2 gola zelo zadovoljni. Da, naravno da sam zadovoljan. Ušli smo odmah agresivno, ušli smo jako. Odmah smo na početku pokazali karakter, stvorili odmah par šansi gdje smo mogli otići na 1-2 gola prednosti već u prvom poluvremenu. Nastavili smo u drugom poluvremenu raditi, napadat, zabili 2 gola i zasluženo, mislim, pobijedili. Izgledali ste neprimerno bolje kot na številnih prejšnjih tekmah. Kaj storiti, da boste kot ekipa ohranili to formo? Pa digli smo se, više smo išli danas u rizik, napadali smo i to nam se isplatilo. Lovro Štubljar, danes ste kot ekipa uprizorili precej slabo predstavo. Vi ste bili recimo najboljši posameznik pri Domžalah, zbrali ste kar nekaj obramb. Verjetno nam tudi to nekako govori, da bi soigralci lahko opravili boljše delo. Pa mislim, da zdaj govoriti o tem, kdo je kriv, kdo ni kriv, je brezpredmetno. Zgubili smo tekmo, nismo šli tako, kot smo se zmenili. Manjkalo je preprosto rešitev, kvalitete, ampak glavo gor in gremo naprej. Kako se dvigniti po takšnem porazu? Preprosto. Lejte, treba je zbrati glave, dobro trenirati, dobre tekme igrati, željo iti. Mislim, da če bomo dali vse od sebe, si ne moramo nič očitati.